Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. V današnji oddaji o kulturi se bomo posvetili življenju in delu znamenitega Jurija Vege, saj se po njem imenuje tudi gimnazija v Idriji. Več o življenju in delu Jurija Vege nam bo povedala doktorica matematičnih znanosti Jasna Prezelj, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Hvala, lep pozdrav tudi vam. Jurij Vega je umrl pred natanko 222 leti, pa še danes buri duhove oziroma je v središču zanimanja tako strokovne, nekoliko manj laične javnosti. Zakaj pravzaprav? Jurij Vega je bil za svoj čas izjemno dobro izobražen matematik. Vrhunsko izobražen matematik, s posebno žilico za uporabo matematike v praksi. V takratnih časih je to pomenilo, da bo pač uporabil nekje v vojski, ker je bil pač topničar. Ne? In na tem področju je uvedel številne inovacije, ki so bistveno pripomogli k temu, da je bila bojna moč avstrijske vojske, avstro-ogrske vojske, bistveno večja, kot je bila prej. Na področju šolstva pa je pustil sled pri objavi svojih učbenikov. Torej on je, ko je leta 1980 se vpisal med topničarje, je potem zelo hitro napredoval, dobil te nižje častniške nazive in postal profesor matematike na artilerijski šoli. In izkazalo se je, da v bistvu oni nimajo dobrih matematičnih učbenikov. Zato je Vega napisal v letih, ko je učil, najprej osnovni učbenik za matematiko, 4 učbenike, napisal prvi, mislim, da je šel leta 82, pa 84, 88, in pa precej kasneje, mislim, da v 90-ih letih. To so 4 taki lešpehi. Ti si jih lahko pogledate v matematični knjižnici, v vitrini so spravljeni. Poleg tega so ga njegovi dijaki prosili tudi, da jim napiše neko zbirko formul in zbirko teh osnovnih logaritmov. Zdaj, v zvezi z Vego se mnogo govori o logaritmih, ampak v bistvu si mi danes ne predstavljamo, kaj je pomenilo takrat imeti logaritemske tabele. Torej, če vi recimo poskusite sešteti 2 števili, je to relativno preprost postopek. Če pa poskušate 2 števili zmnožiti, sploh če imajo precej decimalk, potem to kar traja. In seveda, če ti hočeš računati karkoli, kar se tiče nekih, dometov, nekih topov ali česarkoli, pa ne moreš s celimi števili računati, moraš imeti veliko decimalk. In to računanje je bilo izjemno zamudno. So pa matematiki našli obhod, ki množenje števil prevede na seštevanje. Torej, če vi 2 števili zmnožite, se to na njihovih logaritmih pozna tako, da logaritme seštejete. Tako da to je bil v bistvu način, kako množenje prevedeš na seštevanje, se pravi, nekdo ti je rekel, zmnoži 2 števili, ti si prebral iz tablice, katera logaritma ima pripadata, si jo seštev, pol si pa najdel tole vsoto, nekje v tabeli pa pogledal, za katero število gre. To je tako, kot da bi danes imel računalnik pri sebi. Brez tega v bistvu ni šlo. To je bila ena stvar, druga stvar je bila ta, da je veljalo, pač takrat so že poznali eno serijo nekih formul, raznih. In študente so ga prosili, da te formule izračuna. Poleg tega so bile zelo pomembne kotne funkcije. Seveda, ko vi karkoli hočete z nekim orožjem narediti, to od nekega topa odvisno, ali pa se hočete orientirati, kompas je spet nek kot. In zato je pomembno, da lahko tudi hitro s temi koti računate, tako da en del teh tabel predstavlja tudi logaritmi, recimo sinusov, kosinusov, to so kotne funkcije raznih kotov. V bistvu je bilo to delo takrat res ogromno delo, tako da se mu z razlogom reče zakladnica logaritmov. Te njegove izboljšave, izumi, pravzaprav pa so bili v veljavi skoraj 200 let do prihoda sodobnih računalnikov. Ja, sicer se potem kasneje so pač računali ne toliko s tabelami, ampak
to bolj praktično vsakodnevno uporabo, ne, se uporabljalo logaritemska računala, recimo še moj oče, ki je hodil v šolo, ne, uporabljal logaritemsko računalo in tile neki digitalni kalkulatorji, ko so prišli na dan, to je bilo tam recimo v Sloveniji, oziroma takratni Jugoslaviji, smo jih dobili enkrat v 70-ih, predtem tega ni bilo. Ne. Zelo zanimivo, sprehodiva se skozi njegovo življenje in delo. Rodil se je 23. marca leta 1754 v vasici Zagorica pri Dolskem. V gimnazijo pa je hodil k jezuitom v Ljubljani. Ja. Osnovno šolanje je sicer dobil pri lokalnem duhovniku, ker tam takrat šole menda ni bilo. Ne? In kolikor sem jaz po veri videla, je bil že ta duhovnik tudi sam tako mal ljubiteljski matematika, ne? Tako da ga je po tej plati navdušil. Potem se je pa Vega kot 13-leten upisal na tole jezuitsko nižjo gimnazijo, ki je trajala 6 let. Ta gimnazija je imela sicer razne predmete, tudi precej matematike, je imela, ne vem, teologija ni bilo, filozofija je bila matematika in tako naprej. Kar je bilo pa zanimivo pri pouku jezuitov, je bilo to, da se je pri njih zahtevalo, da dijaki, ki so se odločili za različne smeri, recimo nekdo šel bolj v logiko, nekdo bolj v matematiko, nekdo bolj v teologijo, da so potem debatirali med sabo, tako da sta dva iz različnih področji debatirala in so jih s tem prisilili, da so nekako ostrili svojo argumentacijo in svoje retorične sposobnosti. Pod prisilo Marije Terezije, ki je zahtevala pač, da se nekaj teh filozofskih predmetov, da se njihov obseg zmanjša in namesto njih uvede bolj naravoslovne predmete, recimo posebej matematika, je bila vzpostavljena fizika, je bila takrat po Newtonu, pač smo imeli razcvet v fiziki, malo pred tem je recimo, oziroma njih v tem obdobju, ko se je v bistvu šolal, še Jurij Vega, je Galvani odkril tole reakcije v žabih krakih, tako da recimo Vega je pol nespitnemu vprašanju rime elektriko. Tako da pod vplivom Marije Terezije se je pač šolanje tudi pri jezuitih usmerilo v manj filozofsko in bolj naravoslovno. Zdaj red je bil leta 1773 razpuščen in s tem tudi tale njihov kolegi, torej ta jezuitska šola, in je namesto tega nastal ljubljanski licej. Njegov sošolec je bil Anton Tomaž Linhart. Ja, z Linhartom sta bila sošolca, 2 leti za njima je pa isto šolo obiskoval tudi Valentin Vodnik. Prvo službo pa je dobil pri Grubarju. Ja, torej v tistem času je Grubar prišel v Ljubljano, da bi poučeval predmete, kot so recimo ladjedelništvo in tako dalje, mehaniko. In ko je, torej Vega je diplomiral leta 75 in od leta 75 do leta 80 je delal pri Grubarju kot navigacijski inženir. Torej on je sicer strogo vzeto, je diplomiral iz filozofije. Tule je knjižica njegovih z diplomskimi vprašanji, to obsega približno 1/3 tele knjige, reda 200 je teh vprašanj bilo, več kot 200. Za diplomski izpit. Že takrat je bil, torej on je blestel med svojimi kolegi v matematiki, že takrat. In je bilo, so vedeli njegovi profesori in njihovi nadrejeni, so vedeli, da je on bister in to se je potem razširilo tudi med ostale veljake v Avstro-Ogrski monarhiji. Medtem, ko je delal pri Grubarju, viri navajajo, da je prišel na obisk nek grof Falkenstein, ki naj bi bil v resnici Jožef II, ki je rad inkognito potoval. In je potem pravzaprav videl, kako je Vega sposoben in je nekako on ga pripravil do tega, da se je pol vpisal med topničarje leta 80. In od tam naprej sledimo njegovi vojaški karieri.
ne samo vojaški in matematični. Ne. To sta bili dve stvari, ki sta šli pri njem z roko v roki. Mislim, znana je anekdota, ne, ki so imeli tam obstreljevanje, jark, vojaki so noter, izstrelke čez letijo, Vega pa not logaritme računa. Ne. Tako da on je nekako ni živel dveh različnih življenj. Zanj je bila matematika in tale vojaški del je bilo eno in isto. Ne. On je stalno stvari, ki se jih je v matematiki naučil, probal implementirati zato, da je nekaj pri teh vojaških stvarih spremenil. Ne. Recimo, znano je, kako je pri bitki pri Beogradu, takrat so ga poslali v bistvu tja kot nekega ekstra človeka, ki ni imel nekih fiksnih zadolžitev, njegov nadrejeni, to je bil nek grof Colloredo, s katerim je imel pol Vega, v bistvu kar malce težave. Kasneje v karieri je rekel, da je dobro imeti nekoga, ki nima nekih specificiranih zadolžitev, da ga lahko porabiš za marsikaj. No in potem so ga porabili za to, da je te možnarje, s katerimi so obstreljevali Beograd, mal posodobil. Torej, prva stvar je bila ta, da je popravil kote, pod katerimi so bili usmerjeni. Druga stvar je bila ta, da je naročil večje polnjenje, torej več smodnika. In ta tretja stvar je bila ta, da tesnenje ni bilo najboljše. Zaradi tega možnar je bil tako oblikovan, da v bistvu tista krogla ni sedla noter čisto v redu. In je on pol tole zatesnil z nekimi deščicami, kar je povzročilo večjo eksplozijsko moč, in bolj natančne strelke. Kasneje precej se je ukvarjal s temi možnarji. Tudi ta balistični del, matematičen balistični del je impresiv. Tako s tisto neko iskrco, matematike radi rečemo, da nekdo nekaj z grobo silo naredil. Če imaš ti velik bager, lahko zmeraj vse zoreš. Ampak pri njemu so bile ti pribliski te inteligentnih rešitev, kako se je pol stvari lotil. Torej, v glavnem, recimo on je pri izboljšavah pri možnarju, je dosegel to, je naredil to, da je oblikoval del, kjer se polni smodnik stožčasto. In to je pomenilo, da ko si ti dal kroglo noter, tudi če ni bila čist popolna, je sedla na stožca. Ker prej pa ni bilo tako, prej je pač bilo, kakor je bilo, in je sedla na vrh tistega smodnika. Zdaj pa smodnik bil spodaj, krogla je to zamašila in to ustvarilo večji potisk. Tako da so bili tile njegovi možnarji, so imeli 2-krat večji doseg kot prej, z 1500 metrov na 3000. Pa še ne samo to. On je tudi fiziko je obvladal in materijale in je v bistvu predlagal neke druge vrste zlitine za pač tole ogrodje tega možnarja. Možnar je tako, kot neka posoda na enem lesenem podstavku s kolesi. Nizek top. In tile možnari so bili zaradi tega dosti lažji in so bili bolj primerni za recimo neko gibanje. Lažjih je bilo nekam prestaviti. Tako da je bila cela serija nekih izboljšav, ki jih je uvedel pri tem orožju. To je bilo leta 1792 in zaradi njegovih izboljšav teh možnarjev so avstrijske čete pravzaprav premagale Turke v Beogradu. To je bilo samo zaradi tistih lesenih deščic, ne pa drugega polnjenja. Te druge izboljšave, o katerih sem govorila, so bile malo kasneje in so prišle prav v bitki med Avstrijo in Francijo, ki so potekali na Renu. Tam je bila ena znana bitka pri Fort Louisu, to je en otok bil v Renu, zdaj ni več. In takrat Avstrijcem ni šlo ravno dobro. In njegovi nadrejeni so mu rekli, da pač, če bo tam polomija, boš ti kriv, če pa uspeš doseči, da se vdajo, boš pa predlagan za križec Marije Terezije, kar je pomenilo tudi viteški naziv. In on je rekel, v redu bom. In je na tak način razpostavil tole svoje orožje in ga uporabil, da so se pol Francozi naslednji dan predali. In je bil res predlagan, da tale križec, ampak že prej omenjen grof Colloredo, je bil proti temu, da bi ga dobil.
v bistvu ga je celo kariero zaviral pri napredovanju, ker se mu je zdelo, da nekdo, ki je kmečkega porekla, ni upravičen do tako hitrega napredovanja v vojski. To je bila ta, bi rekel, vojaška kariera, sočasno s to pa je, kot ste že prej rekli, vse skozi gojil tudi to strokovno, matematično kariero. Leta 1989 je naredil svetovni rekord in izračunal število pi na 140 decimalk. Kaj je to pomenilo v tistem času? Pravzaprav ne vem, pa ne vem, če kdo pravzaprav ve. Mislim, da je šlo tle samo zato, da je pokazal svoje zmožnosti, ker pija na 140 decimalk takrat ni nobeden imel za kaj pametnega uporabiti. 140 decimalk je res ogromno, dobro pri balistiki, ker ti računaš, kakšna je sila upora, sicer potrebuješ površino sfere, pa tam not se skriva tisti pi, ampak ne vem, nekih 10-15 decimalk za te balistične stvari je po mojem čist dovolj. Malce tega je bilo, Torej, vsi tisti, ki so brali Vegova dela, vejo povedati, da se vidi iz njegovih del, da je bil tako samo zavesten. To pač rad pokazal svoje sposobnosti. To je bila tudi po drugi strani neke vrste reklama za te logaritme. To je bil viden dosežek, ki ga je predložil Akademiji v Sankt Petersburgu. Jaz sem gledala tiste njegove izračune in to so bili pač stolpci na velikih plahtah izpisanih decimalk. Pač imel je nek matematičen postopek z računanjem potenc nekega števila in dovolj velika vsota tistih potenc pač ti da približek za pi. V prej veljavnih tablicah iz leta 1719 je našel napako na 113. mestu in ta njegov popravek je obdržal veljavo kar 52 let. Torej to pri izračunu decimalk števila pi. Ja, pač metoda, kako se ta pi izračuna, je bila znana. Razvil jo je, več ljudi je razvijalo na isti osnovi to metodo, ima več različnih variant. On je vzel eno, enako kot zelo znan matematik Euler, samo Eulerju se pač, ne vem, ni ljubilo, pa sem 20 decimalk zračunal. Vega pa ne samo to, da je imel voljo poračunati, tam neko vrsto je bilo treba sešteti. Ne samo, da je imel voljo poračunati ne vem koliko tistih členov vrste. Tudi način, kako se je tega lotil, je bil v smislu numerične matematike ta prav način. Tako da on je tam sešteval števila, v bistvu je bilo tako, da je število a minus b plus c minus d in tako naprej in on je v bistvu najprej a minus b zračunal, c minus d zračunal, e minus f zračunal, pa te vsote seštev. In to mu je dalo večjo natančnost nekako. Pač, ker se je pravilno lotil tega računanja. Ker ni vseeno, kako, ko računaš z omejeno natančnostjo, ni vseeno, kako računaš. Zadnja leta svojega življenja je preživel na Dunaju, še ne 50-letni, pa je že umrl. Njegova smrt še danes ni povsem pojasnjena. Ja, glede smrti kroži več različnih zgodb. Ena od zgodb je, da je imel namen kupiti nekega konja pri enem mlinarju in potem ga je tisti mlinar pač pobil, da bo pobral denar. Druga zgodba je povezana s tem grofom Coloredom, da bi znalo biti, da je bil on v ozadju. Družina je sicer zatrjevala, da je bil samomor, ampak potegnili so ga iz Donave z nožem, zaboden, tako da tle ne moreš samomor nekako, ni ta prava razlaga. Potem obstaja še ena razlaga, ki je povezana z Vegovim zelo vnetim zagovarjanjem decimalnega merskega sistema, torej metričnega tega, ki ga imamo zdaj. On si je dolga leta prizadeval, da bi uvedli ta sistem, ker se mu je zdel nekako bolj logičen, ker so pretvorniki
prav narejeni, ne, se lepo pretvarjajo iz kubičnih metrov v litre in tako dalje, ne, za razliko od obstoječih mer, ki niso imeli tako lepih pretvornikov v tem smislu. In s pomočjo avstrijskega predstavnika v Parizu, Kobencla, to je bil pač slovenski plemenitaš, mislim, da je bil, je le dosegel, da so mu po 20 letih poslali ta etalon, se kliče, torej osnovo za meter, osnovo za gram, termometer in tako naprej, vse s certifikatom, da je to umirjeno. On je pa potem želel, da se te stvari, navodila in tako naprej natisnejo pri enem tiskarju, ne sicer pri tem, ki je tiskal sicer njegova dela, ampak pri enem drugem, ker je bil znan, da pač večinoma tiska tudi francoske stvari, torej dosti več francoskih, kot on ta drug, Tratnerjih pa ni. Ta tiskar je bil tudi policijski agent in provokator in ena od teh teorij pravi, da v bistvu so zaradi tega, ker je Vega tako zagovarjal ta metrični merski sistem, v bistvu bil eden od prvih zagovornikov izven Francije, da je veljal tako kot za nekega zarotnika, a ne, Avstrija in Francija takrat nista bili v dobrih odnosih, a ne vemo, kaj se je zgodilo. Tam je bila pač ta nesrečna Marija Antoineta, ki je bila sestra od enega od takratnih vladarjev, no, brata sta bila čist malo časa, sta bila cesarja. Tako da diši po kriminalki. Ja, to ena možna razlaga, da je pač so ga neke tajne službe. Lahko. Kdo ve, oziroma nikoli ne bomo izvedeli, najbrž. Ja, najbrž ne. Ja. Nekaj knjig je ostalo za Vego, katere so najpomembnejše? Torej, najpomembnejša je ta, katere kopijo imam iz tule, to je ta zakladnica, kompletna zakladnica logaritmov. Potem so seveda pomembni njegovi matematični učbeniki. Takrat v bistvu te literature ni bilo. Logaritmi so bili pomembni ne samo zaradi tega, ker je pač bilo fajn imeti nekaj, s čimer si lahko računal, ampak Vega je vztrajal, da mora biti ta knjiga cenovno dostopna tudi študentom. Tako da je bila ena od najbolj natiskanih, torej z največjo naklado del slovenskih avtorjev. Mislim, da takoj za Biblijo. In kopije najdete povsod. Jaz, zdaj, ko sem se pripravljala na ta predavanja, sem celo eno kopijo najdla. Sem pač ugotovila, da imajo eno kopijo na neki londonski šoli za higieno, ne vem kaj, kopijo iz leta 1886. Tako da to je bilo tako, kar pač, ko sem rekla, kar računalnike. Vsak, ki je hotel nekaj izračunati, se je moral s tem ukvarjati. Poleg tega so tile logaritmi vsebovali tudi tabelo praštevil. To je bilo recimo pomembno iz drugih razlogov, velikih praštevil. Tle se je izkazalo, da je nekaj več napak. Torej, mislim, da pri številih nad milijon, da jih nekaj manjka, pa ena so not napisana, ker niso praštevila. Strokovnjaki, današnji matematiki, ste na to dediščino najbrž ponosni. Ja, smo ponosni. Naj samo še povem, da ob 250-letnici smo pripravili, pač kolegi matematiki so pripravili konferenco, kjer se je predstavilo Jurija Vego torej skozi različne segmente, kot družinskega očeta, kot vojaka, kot matematika, kot znanstvenika, člana različnih mednarodnih inštitucij, kot prostozidarja, ki je bil znano, da je bil član različnih prostozidarskih lož. Domneva se, da se je poznal tudi z Baltazarjem Hakejem, ki je tudi bil član ene od teh lož, v katerih je v nekem trenutku bil tudi Vega. V glavnem, ves intelektualni krog, torej ljudje okrog barona Žige Zoisa, so bili tudi bolj ali manj aktivno povezani z prostozidarji.
Zanimivo je to, da je Vega edini Slovenec, po katerem se imenuje predel Lune. Ja, in krater na Luni se imenuje po njem, pa en asteroid, ampak ena zvezda, ki je Vega, se pa ne imenuje po njem. Aha, je pa drugačnega izvora. Krater na Luni je velik kar s premerom 76 km. Kot zanimivost, lik Jurija Vege smo imeli tudi na bankovcu za $50, če se spominjamo, ni tako daleč nazaj. Spominjamo se, ja. Rekel bil strokovnjak, posebnež svetovnega formata, absolutno. Ja, torej on je bil član mednarodnih teh učenih združb, da ne bi rekli mednarodnih matematičnih združenj, recimo je bil član Češke akademije, potem je sodeloval s Prusko akademijo, sodeloval je s Sankt Petersburško akademijo. To so bile takrat najboljše šole v tem delu Evrope. Tako da je bil priznan kot znanstvenik. On je tudi zaprosil za članstvo v Sankt Petersburški akademiji, ampak je prej umrl. Prva biografija je bila objavljena že 30 let po njegovi smrti. Ja. V Idriji imamo gimnazijo Jurija Vege, na pročelju tega poslopja je njegov kip. Ja, ta kip naj bi bil menda tam že skoraj od samega začetka, ampak jaz prav dosti zgodovine o tem kipu žal ne vem. Kip Jurija Vega je tudi v Ljubljani, izdelal ga je znani kipar Janez Pirnat, sicer sin Nikolaja Pirnata, tudi Idrijčana. Poznate to postavitev? Ja, mislim, da je tam v parku, med Tržaško in med stavbo, če se prav spomnim. Ja, po njem se imenuje tudi Vegova ulica v Ljubljani. Osnovna šola v Moravčah, imamo Vegovo šolo v Ljubljani. Ja, to srednjo elektro. Srednja elektro, potem gimnazijo Jurija Vege v Idriji. Matematiki poznate Vegovo priznanje za mlade matematike, to je ugledno priznanje. Ja, torej Vegovo priznanje je namenjeno predvsem popularizaciji matematike med mladimi. In tisti, ki dobijo ta najvišja priznanja, torej zlata priznanja, pomeni, da so res dobri matematiki. Tako da to so eno od najprestižnejših pravzaprav priznanj s tekmovanj z področja z matematike, ker je še pač neki drugi tekmovanj, Matemček, razvedrilna in tako naprej. Ampak Vegovo je nekako ta glavno priznanje. Po Juriju Vegi se imenuje tudi asteroid številka 14966, ki kroži okrog Sonca, in sicer med Marsovim in Jupitrovim tirom. Leta 1997 pa ga je odkril Herman Mikuš na observatoriju v Črnem Vrhu. Poveva še to, da je v Ljubljani vrsto let delovala tovarna Vega in imela 200 zaposlenih in je bila največji evropski in drugi svetovni proizvajalec projekcijske tehnike. Vsekakor lepo. Jurij Vega je umeščen tudi med 12 največjih, tako najuglednejših Slovencev vseh časov. Na tem seznamu najdemo na primer Primoža Trubarja, Jakuba Galusa, Valvazorja, Kopitarja, Barago, Prešerna, Jožefa Štefana, Jakopiča, Plečnika, Cankarja in tudi našega, lahko rečemo našega Jurija Vege. Je ta umestitev pravilna? Vsekakor je pravilna, ampak tako, mogoče sem malo pristranska, ker sem matematičarka, ampak jaz bi ga postavila, če bi morala znotraj teh 12 narediti lestvico, bi ga postavila bolj proti vrhu lestvice. Aha, pa recimo, da je bilo to po abecedi. Recimo. Ja, poveva še to, da je 23. marec je rojstni dan Jurija Vega in ta dan so si za svoj stanovski dan izbrali tudi artilerija Slovenske vojske in takrat praznujejo dan artilerije Slovenske vojske. Kaj še povedati o Vegi? Torej, o njegovih matematičnih delih bi se dalo povedati marsikaj. Mene je navdušilo, ko sem brala to, kako se je on loteval reševanja teh problemov na en tak,
tako zvit, domiselen način in v bistvu kaže na to, kako je v resnici zelo dobro razumel, zakaj gre. A ne. To lahko naredi samo človek, ki je res pri stvari. A ne. In ki ima pač tisto neko iskrico moraš imeti. Zdaj, škoda pri njem je, da je umrl v bistvu na vrhuncu svoje kariere. A ne. Njegovi sodobniki so ga zelo cenili. Imel je nekaj ljudi, ki so ga izjemno podpirali. Tudi v vojski, a ne, nasproti temu nesrečnemu koloredu. Špekulira se, ne, nekako, če bi on še dlje živel, a ne, bi na ta način gotovo napredoval do najvišjih činov, ne, do generalskega čina, ker je bil res izjemno sposoben. Ne samo v tem, da je znal tisto orožje prav naštimati, ampak ga je znal tudi prav razporediti in tako dalje. Ne, tako da so bile to take bolj vojaške veščine, ki mu tudi niso bile tuje. No. Tako da za tisti čas bi jaz rekla zelo vsestransko izobražen človek. Poznal se je tudi recimo z drugimi evropskimi intelektualci, ne, recimo s Schillerjem. To pač ta krog intelektualcev takrat ni bil tako velik, ne, kot je današnji. In mogoče tudi prek teh prostozidarskih lož, ne, so prihajali bolj v stik en z drugim in izmenjavali mnenja. Tako da lahko sam rečemo, no, to je bil res v tistem času vrhunski znanstvenik. In prav je, da se ga spominjamo in da smo nanj ponosni. Ja, morda bi morali se ga bolj spominjati, no, ker je v bistvu škoda, da za te naše res vrhunske ljudi pravzaprav o njih ne vemo toliko, kot bi morda morali. No. To v resnici tudi pove, da Slovenci imamo kapacitete biti vrhunski na znanstvenih področjih. Smo jih imeli od zmerom. Vsekakor. Povejva še nekaj vaših osebnih podatkov. Ste izredna profesorica na Univerzi v Ljubljani in v Kopru, imate doktorat iz matematike, sicer prihajate pa iz Tolminskega. Ja, iz Tolmina, prav iz Tolmina. Prav iz Tolmina. Ja. Gimnazijska leta pa ste preživeli v Idriji. Tle v Idriji, ja. Kakšni so spomini? Lepi. Gled, kar smo imeli obletnico v soboto, 35. obletnico matura. Vse to je nekak najlepši čas, ni? Tega šolanja. Vpeti ste tudi v številne mednarodne organizacije, ki jih imate matematiki, profesori, ja. Raziskovalci. Ja, torej sem predsednica odbora za matematiko pri Društvu matematikov, fizikov in astronomov. Sodelujem tudi kot predstavnica v Evropskem matematičnem združenju, pa v Svetovnem matematičnem združenju in sem tudi predstavnica, ena od 2 predstavnic Slovenije v European Women of Mathematics, to je združenje žensko matematike v Evropi. Kako navdušiti mladino danes v teh časih za matematiko? Ne vem, če vam lahko na to dam dober odgovor. Mogoče je treba prej navdušiti odrasle nad matematiko, pa da pol odrasli navdušijo otroke. Matematika je v bistvu danes vse povsod. Za vsako kamero, ki nekaj posname, za vsako, ne vem, CT medicinsko diagnostiko, MR diagnostiko. In tega se v bistvu, in to ne trivialno, tako resna matematika, ne, tega se v resnici ne zavedamo, ne, in se ne zavedamo, v kolikšnih segmentih matematika pripomore k temu, da imamo življenje, kakršno ga imamo danes. To je uporabna matematika. Najprej ni bila uporabna. Ne. To so stvari, ki so nastale zaradi veselja nad odkritji, ne, in potem tipično gre tako, ne, da stvari pogosto nastanejo zaradi veselja nad odkritji, potem se pa najdejo primeri uporabe. Jasna, Prezelj, hvala lepa za ta pogovor, bil je prav zanimiv. Hvala vam tudi za vaše strokovno delo in za popularizacijo zgodbe o Juriju Vegi. Hvala vam za povabilo. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.